Živijo, jaz sem Melanie Mekicar in sem ambasadorka zdravja in v današnji epizodi podcasta se bomo pogovarjali o uporabi zaslonov in z mano je že Živa Ahac. Živa, dobrodošla. Par stavkov, vse mogoče? Ja, živijo, hvala za povabilo. Jaz sem Živa in sem svetovalka na Logoutu, Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta. V bistvu, kar mi delamo, je, da pomagamo, svetujemo ljudem, ki imajo občutek, da so mogoče imeti preveč časa na zaslonih, tistim, ki so dejansko tudi zasvojeni z uporabo interneta in pa žrtvam spletnega nasilja. Torej, danes že zaradi življenjskega sloga, ki nas pogosto sili v to, veliko časa preživimo za zasloni. Bodi si v šoli, pri pouku, pri domačih nalogah, seminarjih, na koncu tudi v službi. Kako lahko sami pri sebi sploh prepoznamo že v štartu, da je raba zaslonov pri nas postala prekomerna? Ja, jaz mislim, da takrat, kadar, recimo pri sebi zaznamo, da nam zasloni kradejo čas od drugih stvari, ki so nam tudi mogoče pomembne ali pa so nam včasih bile pomembne. Recimo, če sem jaz včasih ful rada, plesala, pa zdaj mogoče se mi več tok ne da, ali pa se mi ne da več iti na trening, pa sem doma, pa sem na telefonu. Recimo, če je to moj edini hobi, da je to edina stvar, ki jo v prostem času počnem, ali pa če mi to krade, ponavadi se pogosto zgodi, da nam zvečer krade čas od spanja v bistvu. To so pač neki taki znaki. Pokazatelji, ja. In zdaj, mislim, raba zaslonov danes ni več, se mi zdi, toliko starostno omejena. Jaz, ko sem bila mlajša, recimo, so mi bistveno bolj, se mi zdi, da omejeval čas pred ekrani, medtem ko danes se pa zdi, da že zelo mladi v bistvu posegajo po tablicah, imajo svoje pametne telefone. A je katera izmed starostnih skupin taka, ki je še posebej ranljiva mogoče za prekomerno uporabo zaslonov? Ja, predvsem pač otroci pa mladostniki, glih zaradi tega, ker se ta del, ko si želi ugodja in zabave, je že ful razvit. Ta del možganov, prefrontalni korteks, ki pa nadzira v bistvu naše impulze, pa da lahko predvidevamo posledice, pa še ni razvita, se razvija med 13 in pa 25 letom. Zato se oni takrat pač težji sami zadržijo, in je takrat pač dost nevaren, plus tega pa tudi so zelo impulzivni, da se pol prekomerna uporaba v bistvu razvija, oziroma bi se, če v večini primerov starši ne bi mečken tega regulirali. Omejevalne. Ko so že pri tej koncentraciji nekako pozornosti, veliko slišimo, da smo zaradi naše navezanosti na neko sodobno tehnologijo postali zelo neučakani. Mislim, tale razpon pozornosti je bistveno krajši, slabše skoncentriramo. A opaziš recimo ti to konkretno pri delu z mladimi? In če imaš kakšen nasvet, kako recimo ohranjati koncentracijo, da se izognemo recimo nekim tem stalnim motnjam, ki nam jih prinaša to digitalno okolje? Ja, ena stvar je, ki se mi zdi ful, da smo navajeni na splošno vse mora biti takoj, tudi takojšno neko povratno informacijo, ki jo dobiš recimo na internetu, če objaviš neko fotko, pol takoj pač dobiš. Gledaš, a je kdo lajkal, a je kdo komentiral. In se to prenaša itak tudi pač v vsakdanje življenje, ali pa to verjetno tudi se ti je kdaj zgodilo, če ti kdo pošle pač nek mail, pa pol ne odgovoriš na njega v roku 2 ur, pa je pa že, ali ste prejeli klici, kaj je zdaj, tako da se mi zdi, da so vse starostne skupine mečken, pač nekako podvržene temu, Kako pa lahko v bistvu se temu izognemo, oziroma mogoče si malo lajšamo vse skupaj, definitivno, da si izklopimo obvestila, zaradi tega, ali pa vsaj za določeno aplikacijo, tisto, kar nas mogoče najbolj, mot, zaradi tega, ker vse te zvoki, lučke, rdeča barva nam daje našim možganom informacijo, da je tam nekaj ful pomembnega, da moramo mi takoj preusmeriti pozornost tja. In pol v bistvu smo tudi skozi nekako na trnih, kdaj bo naslednja informacija prišla, kdaj bo naslednji impuls iz zunija. In s tem, če se mi izklopimo recimo obvestila, lahko nadzorujemo to, da jaz bom šla na aplikacijo, takrat, ko bom jaz hotela, ko me bo nekaj zanimalo, ne bo iz zunija prišel ta država, zdaj ti moraš iti pogledati. Nekaj ponad pa pol pogledaš, pa je tako, oseba ta in ta je objavila story po dolgem času, pa je tako, dobro za njo, mislim, bom videla, kaj bom videla.
Tako da v bistvu to je nek praktičen nasvet, ne, kako recimo mal uravnotežiti svoj dan, da manj časa preživiš za zaslonom. Imaš mogoče še kakšen konkreten, praktičen nasvet, recimo? Meni se zdi zelo uporabno, da si kot prvo vsak posameznik pri sebi določi, koliko časa na dan sem jaz pripravljena dati internetu. Jaz recimo zase osebno rečem pač 2 uri. 2 uri mi je okej na dan, več kot to bom pa pač pol pazila, a ne že zakaj bom posegla. Valjda se mi zdi tudi pomembno, da vsak pri sebi pač to oceni, a ne. In pa tudi, da si pol določiš recimo, ne vem, mogoče en del dneva, ki pa res je zdaj sem offline in delam nekaj drugega in imaš vsak dan določen za to, ali pa en dan v tednu, da si čist brez, a ne. Tudi se mi zdi dobro, da recimo mogoče zjutraj ta čas, a ne, preden pogledaš na telefon, ker to se mi zdi, da je prva stvar velikrat, ja. In da že takoj vse zasuje naša pozornost čist drugje. Ali pa pred spanjem, a ne, idealno bi bilo, da 2 uri pred spanjem nismo na zaslonih, zdaj spet, a ne, če to je zate absolutno neizvedljivo, si daj manj, ampak da je vsaj nekaj časa. Pa to, da imamo hobije, a ne, da imaš neko redno stvar, ki te veseli, v kateri si dober, ali pa tudi ne rabiš biti dober, samo da se imaš fajn, a ne. Idealno je to, če je pač to nek šport in pa se že avtomatično tudi zmanjša čas, a ne, ki ga preživiš na zaslonih. Zdaj, veliko časa, ko smo pred telefoni, smo na družbenih omrežjih, spremljamo naše vzornike, idole, kakorkoli tudi sami aktivno mogoče objavljamo. In a si pri svojem delu z mladimi opazila, kakšni so vplivi tega na počutje mladih? Kakšni so recimo kakšni negativni učinki, ki jih lahko povzroča to neko spremljanje, obsesivno spremljanje njihovih idolov, vzornikov na Instagramu, recimo? Velikokrat opazim, da pol predvsem pri puncah, da se pol pojavi to, ne, da niso zadovoljne same sabo, svojo kožo, z lasmi, z življenjem, ki ga imajo, nimam dosti oblačil, moji starši nimajo vile, zakaj nimaš vile, mami? Tako na tak način. In predvsem je pa ful tudi primerjanja, ne itak z vzorniki, ampak z vzorniki se mi zdi, da se vsem še tako, če so to neki pozitivni vzorniki, se povežeš, pa je to lahko neka pozitivna figura in je super. Se pa tudi z vrstniki ful, a ne? In kar se zgodi, ker se pač mi smo socialna bitja, valjda se primerjamo z drugimi, primerjava z drugimi, do neke mere, v parih primerih nas to pol nekako motivira, da se tudi mi izboljšamo, ampak je to ful manjši procent, kakor ki se pa mi slabo počutimo, ki smo anksiozni zaradi tega, ki smo slabe volje in ki nam v bistvu to niža samo podobo. Ne? In to se mi pa zdi, da se pa da se kar dogaja. Ja, je primerjanje velika ubijalec sreče, se mi zdi. Ja. In da se to pol tudi, mislim, tudi pri fantih, a ne, ne bom zdaj sam pri puncah, tudi pri fantih, a ne, kako morajo izgledati, kakšni morajo biti in tako. Ja. Kako pa lahko recimo sami pri sebi prepoznamo, če nam ta neka prekomerna uporaba škoduje? Oziroma, če mogoče začutimo, da imamo neki nezdrav odnos do družbenih omrežij, recimo, kako lahko nekako vzpostavimo en zdrav odnos? Ja, meni se zdi tudi pomemben vedeti, da mi na družbenih omrežjih tudi zadovoljujemo pač čiste psihološke potrebe, po povezanosti, po zabavi, po druženju. Ti lahko prek družbenih omrežij naprimer dobiš veliko informacij ali pa ostaneš v stiku z nekom, ki ga drugače ne bi videla vsak dan. Da ni to zdaj vse sam slabo, ker mi tudi nismo na logoutu, mi nismo proti družbenim omrežjem ali pa proti videoigram, ampak sam pač, da se zdrav odnos vzpostavimo s tem. Pa da imamo neko kritično distanco tudi do tega, ampak da smo tudi pri sebi pozorni, sploh se mi zdi mogoče, pri ljudeh, ki je njihova služba vezana na družbena omrežja. Verjetno imaš tudi ti del moje zagotovo, ja. Ful, in je pol težko včasih ločiti, kaj je zdaj zabava, pa kaj zdaj jaz delam neki tako, za službo. Tako da se nam hitro zgodi, če nekaj greš, pa objaviš, da te pol odnese, zato za pol uro ali pa dlje, da si tudi določiš čas, da si vnaprej splaniraš.
Predvsem pa, da presep mečkam tudi reflektiramo, okay, kako sem se jaz zdaj počutila, ko sem to videla. Ne vem, tudi dober pokazatelj tega je, da mogoče malo preveč uporabljamo družbena omrežja, da zgubimo občutek za čas vmes, da mislimo, da je menili 15 minut, pa sta bili 2 uri. Ja. Da smo pozorni pač na to. Ja. Ampak si se že lepo navezala, da ne bomo samo zdaj negativno govorili o vsemu temu. Vemo, da nam tehnologija in vse to na številne načine tudi pač olajša življenje. In kako lahko mladi uporabljamo tehnologijo na nek produktiven, kreativen način? Ja, kar meni recimo mladi dostikrat povejo, je, da oni ful radi recimo tudi montirajo kakšne videe, radi, ne vem, preizkušajo različne filtre, kaj se da z neko fotko narediti. Meni se zdi to, da je negativna plat tega, ampak je pa tudi kreativno zelo. Lahko se pogovarjajo, povezujejo z drugimi. Tudi če odigrajo, magar so šolci skupaj eno video igro, nič narobe s tem, ker se v bistvu družijo, povežejo na večkrat drugačen način. Tudi, recimo, tle pri družbi, to se ne navezuje toliko na družbena omrežja samo, ampak tudi recimo programiranje, digitalno risanje, so vse stvari, ki se dogajajo na zaslonih, ki v bistvu so čisto kreativna, produktivna uporaba. Preden zaključva, bi mogoče razbili še kakšen mit, ki si ga pri svojem delu z mladimi opazila. Velikokrat se zgodi, da kakšno dejstvo postane nek mit, ljudska modrost, v resnici pa je realnost diametralno nasprotna. Kateri so recimo miti ali pa neka napačna prepričanja o rabi zaslonov pri mladih? Mislim, kako jih lahko recimo ovržemo pa pojasnimo kakšna dejstva? Ja, jaz mislim, da predvsem to, kar ponavadi pride iz strani odraslih ali pa ljudi, ki nismo odraščali toliko s pametnimi telefoni, da je to kar nekaj in zapravljanje časa. Kakor sem že prej rekla, mladi veliko svojih potreb zadovoljijo tam in pač to je okej, morajo jih seveda tudi valjda izven tega, ampak da je en del tega, da se dogaja na zaslonih, je v redu, pa tudi to, da uporabljajo tudi zaslone na kreativen način, za beležke, za pisanje zgodb, za branje knjig, to se vse zdaj tudi da na zaslonu, in to se mi zdi ful pomembno sporočilo, da tudi starši vejo, da ni buljenje v ekran, dejansko sam buljenje v ekran, ampak se v bistvu v možganih v nas se pa veliko stvari dogaja. Torej, v bistvu, če povzameva, važno je, ni vse slabo, kar je na ekranih, veliko je tudi slabega, ampak nekako važno je, da mi nek zdrav odnos do tega ustvarimo, da se omejimo, da vemo, zakaj, ko smo na telefonu, pred tablico, pred računalnikom, da vemo, zakaj smo, da smo z nekim načrtom in ne samo nekako brez glavo, da čas mine. Ja, to je. Pa da imamo stvari izven zaslona tudi, kaj jih radi počnemo. In pa predvsem, da pazimo na to, da dost spimo. To mi naše svetovance ful spodbujamo, ker tle se vse začne. Če dobiš dost spanja, vse ostalo pol tudi veliko lažje in štima. Se strinjam. Hvala, Živa. Ja, z veseljem. Za ta pogovor.